ZPM organizira letovanja v Poreču že 20 let. V naši izmeni so samo osnovnošolski, v četrti izmeni pa je večinoma srednješolcev in tudi osnovnošolcev. V izmenah je največ po 300 otrok. Kdo te je navdušil, da si prvič prišla z Zvezo prijateljev mladine na morje? Moja najboljša prijateljica Anika. Kaj ti je najbolj všeč? Disko. Slišim tudi, da imate zelo zanimive delavnice. Katere so ti bile najbolj všeč do zdaj? Do zdaj mi je najbolj všeč bilo glina. Vendar sem vse dobila pod nohte, ker imam umetne. Kakšne prireditve imate zvečer? Virci ima talent, potem imamo razne športne igre, pa tudi minuta do zmage, zmenkarije. Prej bomo še imeli različne glasbene goste. Ti si pela na tekmovanju talentov. Kaj pa si zapela? Odtaj okusa Break Your Heart. Imate tudi več stopenj tekmovanja? Ja, prvo smo imeli polfinale, potem pa finale in so potem klicali in smo bile med njimi. Zakaj si se vrnila letos? Ja, ker hodimo z ladjo, to je fajn, pa v mestu si lahko stvari kupujemo, pa pri Johnnyju je fajn hrana, pa zabavamo se, pa najbolj fajn je disko. Zaradi tega, ker mi je zelo všeč, ni tako zelo otroško, pa delavnice so mi všeč, pa kupamo se radi, pa disko je, zabavno mi je, pa všeč mi je. Imaš zelo rada morje? Ja. Imaš kaj prijateljic tu? Ja. Jaz imam skupino školjk, 12 nas je, deklice so iz različnih krajev, iz okolice Maribora in iz Maribora in moram priznati, da sem zelo zadovoljna. Zelo mi je všeč, da znajo izkoristiti svoje talente in jih tudi predstaviti pri teh prostovoljnih dejavnostih, ki jih imamo. Vsi vzgojitelji grejo preko delavnic, preko usposabljanja za vzgojitelje, ki je kar nekaj dnevno usposabljanje. To so vsi fakultetno izobraženi ali študenti, ki študirajo različnih fakultet, ki so resni, odgovorni. Dnevi so zelo aktivni, od zjutraj vstajanja, pospravljanja sob, postelj, pomoči tam mlajšim. Moram povedati, da imam kar 4 deklice v skupini, ki tam manjšim pomagajo in da so bile že tudi za to pohvaljene, da so zelo aktivne tudi zvečer pri nastopih, pri pripravljanju programa, pri sodelovanju v različnih programih. Lepo pojejo, znajo kaj lepo izdelati, znajdljive so tudi pri socialnih igrah. Ja, moram reči, da sem zelo zadovoljna z njimi in mislim, da smo se kar dobro ujele. Naš dan tukaj v Vircu poteka tako, da zjutraj se budimo, prvo vstanemo učitelji, se dogovorimo, kaj bomo delali čez dan, pripravimo program za čez dan, določimo odgovorne. Potem po zajtrku se odpravimo kopati, okoli enih imamo kosilo, po kosilu pa za otroke prirejamo delavnice, najrazličnejše, od barvanja do vozlanja. Jaz pripravljam za same delavnice, oziroma imel sem že poker, torej otroci tukaj nenormalno radi igrajo poker. Za danes jim pripravljam delavnico, v kateri bomo vozlali, torej jih bom naučil uporabljati špago. Imam pa še pripravljeno eno orientacijsko delavnico. Kaj je tebi najbolj všeč v letošnji koloniji? Ja, morje, ker je najbolj toplo, pa ni tako mrzlo. Kaj pa zvečer? Ja, pač imamo ene igre, pa zabava pa to. Kaj si pa počel pri minuti do zmage? Bilo je 8 iger, ena igra je bila, da moraš 4 jabolke zložiti v stolp v 2 minutah. Aha, in ti je uspelo? Ja, zadnji 2 sekundi. Ti si letos drugič tu? Ja. Kako to, da si se letos spet vrnil v Zvezo prijateljev mladine? Ja, prejšnjo leto mi je bilo puno fajn, pa sem prišel še pač toto leto, ker so prišli še drugi moji prijatelji pa tako. Torej imaš veliko prijateljev v skupini? Ja, pa dober učitelj, mislim najboljši. V bistvu se nisem odločil za delo, ampak sem se odločil, da grem z otroki na morje, zaradi tega, ker me samo delo z otroci veseli. Rad sem na morju, rad nekaj dam tem otrokom in mislim, da to je taka super priložnost, da se lahko izkažeš in pridobiš ogromno nekih novih izkušnj. V bistvu moramo samo pospravljati sobe,
pa se pol ocenjuje v jedilnici, je plakat, pa če si ful dobro pospravil, pač če je tista skupina ful dobro pospravila, dobi sončka. Če je ful dobro pospravljena sonček, pol če čist malo še fali, da je pospravljena oblaček pa sonček, če je srednje razmetana je oblaček, če pa ful razmetana pa je strela. Kdo pa lahko letuje z Zvezo prijateljev mladine? Vsi osnovnošolski, srednješolski otroci, tudi tisti, ker je regresirano, tudi tisti, ki imajo družine z manj denarnimi sredstvi, letujejo socialno ogroženi otroci, starši samoplačniki, ki omogočajo otroku letovanje preko sončka, tudi socialno ogroženi, preko zdravstva. Naša izmena je zdravstvena izmena, kjer letuje ogromno otrok preko zdravstva, imajo zdravstveno indikacijo in je omogočeno letovanje tudi nekoliko bolnim otrokom. Koliko časa ste vi že upravitelj tega doma? Ja, to je zdaj že od leta 2000, zdaj je menda 12. sezona turistična. V kakšnem stanju ste dobili vi dom? Takrat je bil dom star v uporabi dobrih 10 let in je bil v dobri kondiciji in je, moram reči, da se meni uspelo zdaj z nekimi posegi pa z rednim vzdrževanjem ga ohraniti v enakem stanju, kot je bil takrat. Od lanske jeseni oziroma od lanske sezone se je začela prenova doma in smo zdaj odstranili staro pohištvo, obnovili vse sobe, očistili generalno pode, potem so pa dobavitelji počasi dobavljali pohištvo in smo ga umestili zdaj po meri sobe, tako da imajo zdaj naši oskrbovanci lepše pogoje, kot so bili prej. Kako se počutite med mladimi? Ja, če me imate priliko videti pol urce tukaj, potem vam vse pove. Jaz sem nasmejan, pa vidim, da so mladi nasmejani in je to super. Ko sem tukaj bil kot otrok, mi je bilo super. Zdaj, ko sem tukaj kot učitelj, mi je še boljše. Tako da vse tiste, ki oklevate med tema, bi se mogoče prijavili za samega vzgojitelja, bi šli skozi za naše izobraževanje, jih pozivam, naj se prijavijo in drugo leto pridejo za nami na morje in naredijo nekaj dobrega za te naše otroke. Kaj pa vas motivira, da se vsako leto vračate? To, da lahko otrokom omogočimo res ene prijetne, krasne počitnice, otroci se prijetno počutijo, ker jih vidimo v srcu, to te kar nekaj žene, da počneš, da greš z njimi, ker ti dajo ogromno energije in te srečne obrazke, mogoče nekateri nikoli ne bi bili na morju, če ne bi odšli z nami.